In šele na to začnete z urezi oziroma izrezi tehle palic. Spravi, ta pokončno palico moramo pod kotom 45 odrezati, drugo palico moramo potem takole izrezati tak izrez, zato da lepo gor nalega, vidimo, in ne pade dol. Ne? Tako. In tretja palica mora zagrabiti tukaj tole palico, pa tukaj, ne? Se pravi, teža pride gor na, teža pride tukaj, kjer imam jaz zdaj roko, tukaj pride hlodce, bomo postavili, vam bom pokazal, kako funkcionira, samo tako, da vidite. Torej, ko je obremenjena, ko je obtežena, pa stoji tako, kot stoji. Tukaj se da vaba, jo povijete, kaj lahko damo za vabo, odvisno kaj lovite. Ne? Ja, če lovimo kakšne srne, Srno pa tole ne boš mogel jeti, je malo premajhna. Ne? Ravno zato je ta pas dobra. za zajce. Belica, ako ne. Za zajce. Jaz govorim, a si dvignil roko? Boš delal počepet, ti povem. Ne moramo vsi naenkrat govoriti. A smo to že probali? In kaj smo se razumeli? Nič se ne smo razumeli. Se pravi, eden po eden, dvigni roko, če imaš kaj za povedati ali poprašati, pa bomo čisto enostavno šli čez, ok? Se pravi, ko je pas tukaj obtežena, bo stala tako na mestu. Tukaj damo gor, kaj? Vabo smo rekli. In še ena stvar, ki je nekdo omenil srno, v tako pas ne boš nikoli jedel srne. Ker je premala. Ne? Prosim. Ako na belico bi bila lahko. Kuno belico, tudi lisico, kakšnega, ne vem, šakala mogoče, odvisno, samo s tem, da malo večjo narediš potem, ne, če večjo žival loviš. Miško, za miško rabimo bistveno manjšo. Ne? Je ono, ko je sam daš sir, pa potem ono sam. Ja, ampak v gozdu nimaš take pasti s sabo, ne, zato jo moraš sam narediti. Torej, jo moraš znati sam narediti, če se le da. Torej, kako? A polha bi lahko se govori? Polha komod. Polha komod. Kune. A to ga tako uješ, da umre, ali da ga sem tako nekam ujema? Umrt mora, ne, žival. Mislim, fajn je, da umre, no. Če nas beži. Ja, da se ne moči v mukah, a ne. Fajn je, da že karkoli na nje pade, da je hipoma ubije, A no. to recimo lovci več to naredijo samo zato, da se ne mata. Tega v mirnem času, se pravi, ko je mir, ne smemo nastavljati. Pasti, zanke in te stvari so z zakonom prepovedane. Se pravi, to delamo samo takrat, kadar smo v hudi stiski. Se pravi, kadar gre za preživetje. Ko si res pač potreben hrana in tako naprej, a ne. Koliko časa zdržimo brez hrane? 2 tedna. Brez vode, 2 dni. 3 dni. brez bivaka. 3 tedna. Prosim? 3 dni. 3 mesece. 3 ure. 3 ure? Brez zraka? Ne, 3 sekunde. Ne, tako 3 minute. Ampak To je pravilo števila 3. Se pravi, ki nam pove, kaj je naša prioriteta. Kje je hrana? Čista zadnja. Drži? Kje je bivak? Že med prvimi, ne? Kje je pa zrak? Pa še prej. Kaj to pomeni? Če padete v vodo z nahrbtnikom, a vas takrat hrana zanima? A vas bivak takrat zanima? Kaj pa? Zraka, ne? ja, pa gor. Sprav si date vse iz sebe dol, nahrbtnik, da lahko splavate gor po zrak. To je smiselno? Prav takrat vas ne skrbi hrana. Če vas dež ujame, kaj pa naredite? Bivak. Zakaj pa ste samo 3 ure lahko brez bivaka? Zato, ker lahko noč prije zebe. Tako je, podhladimo se lahko. Kaj pomeni podhladitev? Pač da imaš tako hodnice prste, tako take vijolične, ali pa črne že celo. Tisti, ok, ti so oranžev zabline, ja. Podhladitev pa pomeni, se pravi, to so samo za kadar govorimo o končinah, podhladitev pa govorimo takrat, kadar vam konkretno telesna temperatura pade pod 35 stopinj Celzija. Takrat vam sistemi odpovedo, se pravi, možgani nehajo delati pravilno in začnete delati velike kozlarije ali pa neumnosti, če hočete. Ne?
se pogovarjate z drevesom, sem rekel, kako si pa ti kaj danes namesto, da bi šel ogenj kurit. Ja? Zato je zelo smiselno, da vedno, kadar greste v naravo za več dni ali pa za karkoli, da imate partnerja s sabo, da greste v paru. Zakaj? Zato, ker bo lahko vaš kolega opazil, da ste podhlajeni, ker sami tega ne boste opazili. In gre samo dol. In kad ti telesna temperatura pade na 28 stopinj, si mrtev človek. Ni možnosti več za preživetje potem, ne? Že pri 29 je kriza. In pri 30 in tako naprej. Nisi že več pri zavesti, ne? Okay? Zato je zelo pomembno, da veste, kaj so vaše prioritete, kot se reče, kaj je najbolj pomembno, a ne? In se tega držite. Prav, če te dež ujame, si naredimo bivak, zato da se nismo mokri in da se ne podhladimo. Mrazu rečemo tudi tihi ubijalec. Ja? Ker pride, pa te ohlaja, pa se še malo usedeš na sneg, pa se še malo ležeš, ko si utrujen. Pa malo snega poješ in te ohlaja z minuto v minuto, si bolj hladen. Sploh, če se ne gibaš ali pa počepe dela skleca, kakorkoli, da bi ti kri zakrožila, ali pa če si ne zakuraš ognja. Dobro? Se pravi, zelo pomemben je torej tudi ogenj, ne? Smo rekli, da je zaradi tega ena izmed 5 stvari tudi vir ognja, s katerim se lahko prižgemo ogenj. Drži? Okay. Smo tole malo povedali, no zdaj pa gremo nazaj na tole past. Se pravi, dokler je moja roka gor na tele pasti, ona stoji tako kot treba, tle damo vabo in ko pride žival, a ne, in začne tole premikati, hoče spult dol, seveda vabo povijemo s kakšno vrvico lahko tudi, ne? A pa žičko, ali pa, kaj damo lahko za vabo? Vrvico. Ne, za vabo kaj lahko damo gor? Jagode, to. Ne, krava ne bo redes. Lisice. Zajca. Če bi zajce hotel videti, bi dali korenje. A res, a ga mu s sabo? Kaj pa date gor? Jagode. Kaj dajte za zajca? A je korenina regratova v redu? A? Moja bi bil ful vesel, ne? A regrat lahko najdemo? Kje? V gozdu? Ne, na kakšnih travnikih. Na travnikih, ne? Jasi. Ja. Sprav, kakšne koreninice, kaj tak za zajce ponudimo, ne? Kaj pa ostalim predatorjem? Recimo, če vzemaš... Lisici, kaj bi dali za lisici? Če recimo zajca ujemaš, potem lahko zajca daš za vabo lisice. Prav drobovino od zajca damo potlej lahko za vabo za lisico. Ja, ampak treba najprej zajce ujeti. Kako bi pa lisico ujeli? Ena zajca. Govorim ti, da nismo še zajce ujeli. Kaj damo za vabo za lisico, vas sprašujem? Kokoš. Kokoš? A imaš s sabo? Ne, ampak Govorim vas, kaj imamo pri roki, da lahko ponudimo. najdeš kakšno mrtvo žival na tleh ali pa kaj? A lahko mogoče še kaj drugega damo? Ne. Lahko ujamete kakšno ribo, pa date drobovino ven. Lahko ujamete kakšne črve, deževnike, kobilice, a ne? Potem lahko date gor kakšno drobovino, kot sem rekel, od rib, a ne? Se lahko sam poješ kobilice, ampak se ne boš nič od tega naredil. Ja, jih je treba kar precej nabrati, a ne? Da se potem kaj pozna. Ok, bom probal najti še tistele stvari, ki so... Zdaj pa pripravljena.
To palco vidite, zakaj sem dal, zato da mi to ne pade vse skupaj, ali na eno ali na drugo stran. Date malo pod kotom in ko pride ta lisica ali pa zajčeka, pa ne vem, kjerkoli žival, pač tole premika. Pak. Ok. Ste videli, te palce se vse umaknejo v stran naprej, a ne? Grejo vse v stran in potem žrtev običajno počaka od spodaj. Če je to kaj dovolj težko. Če je prelahko, kaj naredimo? Ne, verjetno je ranjeno. Potem je samo malo potlači, pa ona se zmuzne, pa gre naprej. Ali pa še dol, Hoče- ker Da jo z roko še bolj ujameš. A ne, če slišiš slučajno, če si kje v bližini. Ja, lahko tudi načeloma. Ampak hotel sem reči, če je tole prelahko, kaj naredimo? Ja, še dodatno obtežite, a ne? A vzamete še en večji hlod, ali dva skupaj, ali pa tri skupaj zvežete, a ne? Še kakšne kamne gor prevežete, da je to res velika teža, da bo žival res počakala vas od spodaj pod pastjo. Smiselno? Ja. Če ne, boste brez ostali. Ne bo nič od spodaj. Če bo ena palčka mečkana lahka, taka, malo pobožala lisička. Ja. Ok? Kakšno vprašanje tukaj? Ampak če, ampak ne da bi ljudje ste rekli, da bi počakali žival, če to ne bi to itak sploščili žival, pa vsak Ni nujno, da glih spušči, važno, da je zadrži, pa da pogine v bistvu. Ampak če ta jo ni zraven, pa lahko še kakšna druga pride, pa te vzame. To pa je res. To pa je res. Zato je treba pusti, kaj? Ne zavarovati. Pregledovati. Sprav, če zvečer nastavite pasti, jih morate zgodaj zjutraj iti že pogledati, a ne, če se kje ujelo. Ampak mislite, da je dosti ena taka pas? Več. A je lahko to pas večkrat uporabim? Neštetokrat, a drži? Neštetokrat je lahko uporabim. In kar je pa še moja prednost, je pa ta, ker sem človek, pa imam neke možgane, je pa tudi to, da lahko več takih pasti naredim. Več takih kompletov. Da še ni tja, pa Eno tja, eno za lisico, eno za zajca, eno za ne vem koga. volka. Ja, tudi slona bi lahko s tako pastjo ujeli. Vendar bi morala biti Težka ogromna, to bi moral že kar iz dreves pol narediti, a ne iz hlodov oranka, ne? Če hodil slona ujeti. Če hočeš slana, to rabiš, da je tako, ne vem koliko teži. Ja, cel traktor, a ne? Ne. Uno, daš eno tako težko veliko drevo, pa oni še one kamne ogromne iz plaže, malo zavežeš gor. Ja, to ne tako. bo držalo, ko vam bo sam zrnicom si tako pomagal. Pa to je samo karikirano govorim, a ne? Ne. Se pravi, lahko tudi večje živali ujamemo v to paštirico, vendar je treba past prilagoditi velikosti tej živali. Zato je tudi prednost te pasti, da se vam v tako past ne more ujeti kakšna večja žival. Ja, sam kako bi iz hloda naredili to štirico, se ne bi se podirali, če bi hotel slona ujeti. Ne bi se podirali, zato ker bi jo obremenili tako, kot smo to. Isto narediš tako, kot smo tle naredili. Čisto enako je. Izložiš čisto enako, samo da je povečana. Tako da A bi je razumljivo to? hlod recimo sam tako povečal. 3 hlode rabaš, jih daš v obliki številke 4, narediš te izreze ven in to je to. Velja? Še kakšno vprašanje? Okrog štirice? Ni. Okay. Zdaj bomo naredili pas dvigovalko. Se bom šel poiskati tele. Kar ste izpusti počasi. Pusti. Te, ki so kre naredili biva. Ja. Veš, kako gre to počasi? A ne, ker je kup enega listja gor. Zdaj bom pa tole jaz posekal stran tele vejce. Tole.
hlače tudi ne rabimo, ne. Tele. To je kaj pa hlača, če si predstavljate, veste kaj je pa hlača? Ja. To vam zaustavlja potem hitrost pasti. Vsi zdi pa sploh listov ni več skoraj. Čega? Listov skoraj Ja, ni več. Seveda, se sem rekel, zakaj pa jih ni? Zato, Ker bi bila pas pol čist prepočasna, a veš kako gre zdaj hitreje gor. Ha? Si videl? sem tam ena veja posekala še gor. Ja, Važen, da vam jaz pokažem, kako to funkcionira, ni zdaj vsak detalj pomemben. Prav? Tole? Samo da vidim, če bom najdel tiste moje. Pravi, L je gor, obrne sedmica je pod spodi in se L zahakla za to sedmico in ko nekdo potegne ta L v stran, ga potegne gor. Bom zdaj pokazal. Pomembno je, da so... Čak, še eno, tole bom rabil. Kolegi. Sprav ta L oziroma ta sedmica gre zdaj takole pod kotom noter v zemljo. Zakaj pod kotom? Dimitri, a se lahko ti tam umakneš zraven, Neri, kako govorijo, da nič ne vidijo? Ja, Danila, pa da je ti tu. Zdaj takole se v pol krog umaknite, ja. Da se umaknite vsi. To ne pomaga, to je še hujše. Zdaj se slab. Tukaj na koncu se vedno naredi mrtvi vozel, Kak vozil? mrtvi ali pašnja. Te vozde imate vse na mojem YouTube kanalu, tako da si jih lahko pogledate. Zajček pride ven iz drevesa, ven iz luknje, gre okrog drevesa in nazaj v luknjo, a ne? To je ta vozel. Se ga potem takole zategne. In ta vozel potem načeloma ne gre nikamor, stoji na mestu. A ne? S tem se v bistvu naredi takale zanka. Vidimo? Ja. Ta konček še odrežemo. Glejte, to je taka zanka, skozi katero potegnemo to vrvico in potem predstavlja ta. A ne? Ta predstavlja potem zanko, bom pol pokazal. In sicer zdaj rabimo narediti še prožilni mehanizem. Spravi, tukaj vmes potaknemo
pokazala. Sprav, to je ta, ki drži, bom rekel, to palčko na mestu, se pravi, ta vozil nikamor ne potuje po palčki ne gor ne dol in je lahko samo ena obremenjena, ta druga pa spuščena, kot vidite, in bo še zmer delovalo. To potegnemo toliko dol, preveč, da se tole zahakla v tole, vidite, v to sedmico, L se zahakla v sedmico in kot sem rekel že prej, se z to zanko naredi taka večja zanka, katero lahko potem imate nastavljeno takole. Lahko jo date tudi takole na kakšne rogovilice, da je ta vrvica kaj? Malo bolj otala, ne? Da je tako dvignjena, zato da žrtev res dejansko stopi noter v zanko. In kaj se zgodi? Sprav, žrtev stopi noter v zanko, gre, zanka se ji kaj? Zapne in potem še dodatno zategne. In kamorkoli žival hoče iti, je tlele ves čas špona, vidite mojo roko? Ves čas je zašponana, ne more dobiti noge, ali pa, torej noge, ne more dobiti ven iz zanke. In vidite, da se lahko sicer premika, a ne? Gre lahko v enem takem krogu in kaj vam to pove? Kaj pa če je medved, pa strga vrv? Potem je to super za tebe, da ne najdeš medveda not v zanki, ne? Ja, to je še boljše. Ja, še boljše, ja. Če to sproži ena mala žival, torej mala žival je pametno, se pravi kakšna zajca pa kakšna lisica, je pametno, da to žival potem to dvigne od tal, zato pas dvigovalka, kjer jo dvigne. Zakaj? Zato, da ti ravno zajca ne poje lisica, ne? Kaj v pasti. Lisica min pa ga ujame, ne? Mislim, ga poje. Brez da se kaj muči, ne? Kaj pa če sam pol takrat, ko ga ujame, pregrize zanko? To so taka vprašanja, ker težko odgovorim na to, a ne? Kaj bi bilo, če bi bilo, a ne? Jaz sem govorim, kako je pametno to narediti, oziroma kako za mene funkcionira, vam jaz pokažem, kako boste pa vi to naredili, je pa od vas odvisno. Velja? Če boste zdaj v situaciji, če se boste kaj zapomnili oziroma še kdaj potrenirali te pasti, bo to super. Če ne, bo pa to malo težje. Spravi, ena varianta je ta, da se, ali pa če si predstavljate, da ribe lovite, ne? Je ista opcija. Sam daš trn gor. Kaj? Sam tle date trnk, vržete v jezero, potegne riba in sproži in zategne trnk v usta. Imate riba, pa še dvigne vam iz vode ven. Ja? Spravi, še enkrat pokažem, če hočete. Naredimo zanko, ali pa recimo, da je to riba gor, kakorkoli. Grem, se mi zanka zapre in tak, sproži. Druga? Prosim? Palica je tam zletela, Kjera? da smo rekel, tale, ko je bila ravna. A ja. A se je spolila ven? Ja, tam. No, pet jo iskat, če vidiš, kje je. Njem lahko še enega zajca tako, če v glavo preleti, mu lahko glava se zmeša. Hvala. Se pravi, zdaj je taka opcija, imate še potem opcijo, da vam sam pokažem, se pravi, ko to enako zataknete, zato imate potem lahko še eno vrvico na drugo drevo napeljano, ki je recimo za mano, in ko žrtev spet prečka to vrvico, to sname ven iz tega in se pas spet sproži, ne? Drži? Ja. Ok. Zdaj bomo naredili še eno drugo past, ki se imenuje past stopalka.
Rabimo pa tudi ene takle prožilni mehanizem, kot je imam zdaj v roki, kot boste videli. A to je tisto, ko je bil krog in pol žival stopi pol gor drži. Vse to je to, kar je glih kar pokazal. Zdaj bo tukaj. Zdaj vtaknem not prožilni mehanizem. Zdaj na tretjo, v drugo past, torej, a ne, pokazal. Pa imamo več opcij lahko, a ne, se pravi na eni in isti pasti. Oziroma na eni in isti teli vzmeti. Prav, tle pa naredimo takole. Tudi pod kotom zapičimo. A dej no. Moš še vzeti kamen pod telefon. Prines mi ga. Kolega. Boš ti namesto mene delal? A, kaj tako vse enostavno ti? To ne moram verjeti. V tem primeru Prav, tole je zdaj prožilo, kot vidite, ne? Tale lesena palčka. Prožilo, tlele imamo naprej kaj? Vrvico. In zdaj vmes tle vtaknemo take drobne palce, ja. Da bomo lahke. Prav, takole nastavimo gor palce. Vidite palce, tu naredite tako kot eno tako zastopanje, ne, če se razumete. Mislim, če me razumete. Tle potem še namečemo gor kaj na te palce. Hrano. Prosim? Hrano. Ne, to naredimo kar na stezi. Na stečini naredimo, ne. Sprav gor še namečemo kaj? Malo trave, da to malo zamaskiramo vse skupaj, ne. In ko žrtev stopi noter, se kaj zgodi? Spruš past. Navijelo? Kaj se je zgodilo?
to, kar smo zdaj dol potisnili, smo sprostili tole palčko, je skočila ven in zategnila palca pa. Pa še trava. Pa še trava se ujela zraven. Ok? Noro, ne? Evo, toliko. Okrog pasti. Vam je bilo zanimivo tole? Super. Je že kakšno? Kako? Če imamo že kakšno? Imamo še različne pasti, samo zdaj bomo šli na orientacijo, ker imamo malo več dela. Teh stvari se ne boste zdaj dotikali, prosim, zato ker vas tudi zdaj ne bo v tem območju, tako da prosim, da gremo zdaj kar odtle. Delamo? Listi, ker ta je glavno. Zbiramo list, da imamo Mercator se kaj kup. A čakaj imate? Zbiramo čim več različnih vrst rastlin, od njih liste Ne, tudi ima in bomo potem prešteli, koliko jih ima vsaka skupina. Nekaj jih imam več, bomo šli v neki v Mercator kupiti. Pa še od korenčka. To vzeti. Super. Živijo. Gremo iskati še tam je še nekaj. Gremo tam dol. Si dobil? Si dobil? Super. Čaki. Koliko velik listkov ste različnih nabrali? To ne nosi. Jaz sem nabral koprivo, sem vse kupil. No, fino. Vršča, da ne bo... Kje ti to vidiš, jo? Kjela dva lista naj bi bila enaka? Ja. Ne, to sta različna. Jupi! Super, tam le vidim dva enaka. Kje? Po moje sta te dva identična, samo sta različne velikosti. Ne, ta je špikasta pa ni. Jaz to, ker je odebelil se. No, ampak puste. Ne, ta je špikasta vica. A pokažeš oba blizu? Tu? Ja, tam ima bodica. Dobra še ta. Pa daj nehte se dotikati naših Ni. Rečemo, da so različni. Vsi so. Mislim, da so različni. Dobro, dobro. Še kaj vidimo? Ja, moramo tudi tako. Ja, lahko. Itak dolo. 5 sekund ima, 1, Ne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pa daj, kaj je? Kaj se bo ti Ne, pusti. Ja, bo sam reči, no. To je kropiva, to pa ni, okej? Škrop. Joj, dobro. Dobro? Dajmo prešteti. Čakaj. Ej. Dmitri, dej. Štej, pa odlagaj na mizo, lepo prosim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dimitri, fuli Ne, ko so enaki. A ja, okej. 21, A lahko prosim odložiš nazaj? 23, 24, Ja? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, Standardno to sploh 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 49, pa 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 60, ok, 60. Prva skupina. 50, kar je rešil iz 53 na 5. Dobro, če bo odločalo, vemo. Ok, ne bo odločila, zmagal sem. gremo prva skupina k drugi skupini. Zdaj mi imamo 20. Ok. Dajmo pogledati prva skupina, če vidimo, kaj je enako. Najbrž bi jaz nekaj najdel. Kaj pa, a ni to? Nič. Ja, to je enako. To je oboje, da je regrat. Ja, to je enako. To je tu trikrat, Ja, to je vse regrat. Ta je drugačen. Kje je Vse drugače? regrat, samo da Ja. sam ta dva. Res je, damo stran. Vse tri damo stran. A ja, pa še tam je regrat. A nista ta dva tako ista? Ja, sta. Ja, sta isto. tako ful sta Ne, ista. nista. Oblika. Ne, nista še. Tako, če jih stegneš. Sam ta je že bolj suh, ta je bolj suh. Ta je bolj suh. Nisno. Ja, sam je bolj suh, to zakaj. A Ne. ja, pa še To rečem, ne, Ta dva ne vem, sta. če sta ista. Ta dva sta še. Tako, ja, Isto sta, samo manjše je. Ja, Iste, sam manjši. pa ta je neki plasnil. To je ena trava, to je to. Pa kaj delaš? Nehaj. Ni isto isto. Ja, ta dva sta ista. Ti dve nista ista. Joj, Nista iste, nista, kar smo pregledali. A lahko ne gledate? a vi ste se pa lahko naše dotikali. Ja, mi imamo na travi stvari, zato ker pač... Dobro. Kaj delaš? Ok, Lara, prešteješ, prosim. A to je isto. Ne, to ni. Ne. A se lahko umaknete, ker ste že Dajmo se omakniti. Pa to. Pa pol... Ok, dajmo prešteti. A lahko... Dej. Ne na silo, vse se bo odmaknilo, vse se bo odmaknilo. A ni trava ista? Trava je ista. Učitelj Pa dej neki. Dost zdaj. 10, 11, 12, Samo lahko kažete komentar v roki. Sanje. Ej, zakaj ste bili vzeli te dva, ko sta vodo ena? Pa kaj bi? 16, Nazaj. 17, 18, Če oni tu pa vzeli nazad, potem se pa teh dva bo od enakih. 21, 22, 23, Vzeli so nasaj ta dva, ko smo govorili nazaj sem. Ni, tle so. Ja. Kaj, pojmo je še enega tam. Čisi isti. 31, Vse učiteljte za to, da preveri. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Če pa imate še to ruko. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. To tako sami travi pobirajo. Ne pa. Ja, se vidi. Ne pa ne, če smo vse dali na travo. 74. 75, 76, 77. A te Je isti. Ja, je. ne ta istih. 80. Odlično. Druga skupina je zmagala, a ne? Ko prej tukaj, Ja. Super. imam en list.